v psihološki smeri. In sicer danes sem pripravil za to našo skupino en video, torej o tem, kaj pomeni združevanje v kozmetični stroki. Zakaj se je pomembno združevati in kaj nam to lahko dolgoročno prinese. Naj vam povem, da sam sem kar nekaj let sestavljal podjetniške skupine in dobil sem na tem področju res veliko izkušenj, veliko nekih informacij koristnih, veliko nekega znanja, ki mi je omogočalo najprej razumeti koncept tega. Ni šlo toliko za iskanje nekih osebnih interesov v nekem okolju, kolikor je šlo za to, da vidimo, kaj je mogoče v skupnosti ustvariti, na kakšen način in katere so tiste poti, ki jih moramo poznati, da bi lahko pri tem bili ustvarjalni. No, najprej za začetek bom povedal takole. Kaj pravzaprav pomeni združevati neke poslovne interese v določeni skupnosti? Dejstvo je, da v taki skupnosti običajno sodelujejo ljudje, ki imajo iste cilje oziroma podobne cilje in se med seboj razumejo. Enkrat, ko so vključeni v takšno skupnost, stremijo potem, da naredijo nekaj, kar lahko koristi njim samim oziroma celotnem okolju, torej celotnemu kozmetičnemu salonu, zaposlenim, torej v okolju, v katerem delajo oziroma živijo. Verjetno ste tudi sami že kdaj slišali stavke, kot so denimo, lej, sej smo že probali vse, vidiš, daj mi povej, kaj lahko narediš v takem okolju. Poglej, koliko smo se združevali, bili smo vključeni tam, bili smo vključeni tam. Lej, povsod je isto, nič se ne dogaja, nihče nič ne naredi. Eni se trudijo sicer, ampak potem ostalih ne sprejemajo. Potem eni neprestano jim pišemo, neprestano jim omenjamo, kaj bi bilo dobro narediti, vendar oni ne trznejo. Nič se ne dogaja, ni nobenih dogajanj, ni nobenih, bi rekel, takšnih koristnih zadev, ki bi nam dejansko prikazovali neko korist, da se mi vključimo v neko združenje in tako naprej. Glejte, takšnih stavkov je slišati res ogromno. Jaz vam bom pa kar konkretno povedal. Saj verjamem, da se kdo izmed vas z mano ne bo strinjal, ampak ne glede na to, ne gre za to, ali se kdo z mano strinja ali ne, gre za to, da vidimo, kaj je mogoče v določenih okoliščinah narediti in primerno izkoristiti. Jaz vam bom zelo konkretno povedal, to so psihološke smeti, v kateri mnogi verjamejo, da se nič ne da narediti. Dejstvo je, da tisti, ki so asocialni, oni čakajo, da se problemi rešijo sami po sebi, oziroma da jih bo rešil nekdo drugi. Ja, pa se je oni tam, pa se je ona tam, pa se je ne vem kdo tam, pa oni so tam, pa so plačani za to, pa naj oni to rešijo, naj oni to uredijo. Kaj bomo mi zdaj to urejali? Dejstvo je, da karkoli se želi spremeniti, zahteva določeno aktivnost in to vsake posamezne osebe. Res pa je, da korak, ki ga lahko skupaj naredimo, je, da postanemo eden do drugega bolj razumljivi, vendar je za to potrebno pripraviti določen načrt, imeti moramo določene cilje. Se pravi, če se skupaj usedemo in rečemo, mi v naši skupnosti želimo narediti kot kozmetičarke to, pa to, pa to, pa to, pa to, bomo naredili na način takšen, pa takšen, pa takšen, do takrat, pri tem pa nam bodo pomagali oni. Poimensko se lahko določi ljudi za tiste naloge, ki so zahtevnejše, ki imajo več znanja, več sposobnosti, ampak tudi ti ljudje, ki imajo znanje in sposobnosti, morajo imeti v svojem okolju ljudi, ki jih bodo seveda pri tem spremljali, ki jih bodo spodbujali, ki jih bodo motivirali, ki jim bodo pri tem dobesedno pomagali.
Torej, imeti načrt, imeti cilje pri takšni zadevi je glavno izhodišče kaj? Nekomu nekaj dati. Ne moremo mi kar čakati, da bomo samo nekaj dobili. Veste, kako je osnovno pravilo, o tem smo že velikokrat sicer govorili. Če boš nekaj dal, boš tudi dobil. Če boš pa čakal, kaj boš dobil za to, da boš dal, potem pa je vprašanje, kako gre ta zadeva skozi. Ampak, nažalost, je tudi tako, da se nekateri tega, veliko te druge opcije držijo, veliko rajši kot prve, ampak to je stvar posameznika, zato se tudi sam posameznik odloči, ali pripada lahko določeni skupnosti ali pač ne. Če bi vas vprašal, obstaja kdo izmed vas, ki si ne želi delati in živeti v nekem okolju, ki bi bilo čudovito, fantastično, jaz verjamem, da obstaja. Kolikokrat rečejo ljudje, joj, veš, kako bi bilo dobro, če bi bilo to narejeno tako pa tako, veš, kako bi bilo fajn, če bi tista oseba naredila to pa to. Veš, kako bi bilo super, če bi mi uspeli narediti z našo skupnostjo, da bi lahko skupaj dobro ustvarjali, da bi lahko vse. To vse ljudje zelo radi povedo, vendar za tako zadevo tisti, ki delate tudi sami veliko na organizaciji dela, dobro veste, kaj pomeni takšno zadevo tudi organizirati. Da ni to nekaj kar tako, kar se reče, kajti velikokrat zamisli, ki jih imamo, ideje, karkoli, zvenijo zelo lepo, zvenijo tudi zelo motivacijsko, če lahko temu tako rečem, zvenijo res vzpodbudno. Včasih, ko pridemo na kakšna srečanja, vidimo, kako so vsi ljudje srečni, veseli, joj, kako smo se danes vse super zmenili. Čez 3 dni je bilo isto, kot je bilo, v preteklosti. In ravno zaradi tega je potrebno takšne stvari veliko bolj dosledno spremljati in vlagati energijo v to. Torej, za ustvariti dobro podjetniško prihodnost je zato potrebno trdo in predvsem konkretno delati. Torej, če želite delati v neki skupnosti, potem probajte se zamisliti, kaj bi lahko najprej prispevali v to skupnost, da bi lahko od nje potem črpali. Kaj je tisto, kar pogosto ljudi preprečuje od tega, da bi delovali na takšen pozitiven, dober način, da bi lahko ljudem tudi pomagali? Predvsem ego je tisti dejavnik, ki dejansko to preprečuje. Kaj je tipično za ego? To verjetno že veste. Tipično za ego je, da nikoli ne vidi resnice. To je osnovna lastnost tega, tako da bomo vedeli. Vedno je pogojen z določeno povezavo in lastnimi željami. Ljudje z močnim egom v skupnosti ne sodelujejo radi, kaj ti želijo prikazati sebe v nekoliko drugačni obliki, predvsem velikokrat izpostavljajo sebe v taki obliki, da pokažejo, kaj so oni naredili, kaj so vse oni v vsem tem času zgradili. In velikokrat tudi ljudi ocenjujejo po tem, kar imajo. Ne kdo so po njihovi osebnosti, po njihovem znanju, po njihovih sposobnostih, po njihovih dobrih karakteristikah, temveč potem, kar nekdo ima, kar je ustvaril. Več kot ima nekega kapitala, bolj se jim zdi močen, bolj se jim zdi zanimiv, bolj se jim zdi tudi uspešen, bolj se jim zdi nekako neka oblika neke osebnosti, v katero se veliko lažje verjame. O tem bomo še govorili. Torej, v takšnem primeru bi lahko dejali, da ego kot tak vidi izključno stvari, ki pri določenem posamezniku ustvarjajo neke vrste interes. Takrat, ko nekomu prikažete, da vse, kar ta oseba, s katero komunicirate in svoj ego izpostavlja, ima in vas to ne zanima, takrat dejansko takšnim osebam odvzamete celotno hrano ali pa gorivo, zato da ta motor pri izpostavljanju ega crkne. Kaj želim povedati in zakaj to govorim? Zato, ker to se dejansko v podjetništvu vse pogosteje, nažalost, dogaja. Smo ljudje izgubili, imamo občutek včasih malček fokus. Malo nam je nekaj ušlo.
smo začeli, bi rekel, iz tistega golega materialnega stališča ocenjevati ljudi, jih presojati in poleg tega se ne zavedati, da je to največja škoda za nas samih. Ne? In takšno obsojenju se zgodi predvsem zaradi tega, ker s tem takšni ljudje s svojim egom torej hranijo sami sebe. Ne? In to je tisto, kar njim daje še seveda dodatno moč. Ne? Delujejo pa, kot sem dejal, vsekakor proti sebi. Naravnani so k temu, da se preprosto rečeno, če bi uporabil nek strokovni izraz, ne, osebo iz depresivnega stanja privede do narcističnega. Vidite, kako bi se temu lahko izognili, da se to ne bi dogajalo, vam bom pa povedal v naslednjih stavkih. Prva stvar, kar je, naj omenim, da osebe, ko postanejo narcistične, osebe, ko postanejo nedostopne, ko postanejo, če lahko rečem v nekem starem izrazu, ošabne, ko postanejo preveč polne sebe, v takšnem primeru je dejansko potrebna pomoč. Enostavno je potrebno, da se to ne bi zgodilo, je najlažja varianta dobiti nekega učitelja, nekega mentorja, psihologa, kogarkoli, ki vam lahko pomaga pri tem, zato da se to ne bi razvijalo, da bi se to na nek način recimo preprečilo. Vendar v vsakem primeru mora biti to oseba, ki je nekomu za vzgled, oseba, kateri nekdo verjame. Oseba, ki ji bodo verjeli zaradi tega, ker je to, kako bi rekel, postala taka, da lahko nekomu pomaga, da je to postala na osnovi svojih rezultatov, na osnovi svojega znanja in ni postala na osnovi svojega lastnega kapitala. Res je, da tisti, ki je kapital ustvaril, je moral za to delati. Trudil se je in je prav, da ga je ustvaril. Mi vsi delamo za to, da ustvarjamo. Vendar vedeti moramo, da ustvarjalnost ni izključno kapitalnega značaja. Ustvarjalnost izhaja iz skupnosti, se pravi iz ljudi, ki razmišljajo na podoben način, čeprav so ta razmišljanja seveda lahko različna, imeti pa morajo vedno isti cilj. To je ključnega pomena v vsakem združenju. Če verjamete, poglejte tudi, če mi ne verjamete, poglejte, kako to deluje v družini, kaj ni preprosto. Če starši imajo nenehno veliko dela, imajo svoja podjetja, veliko ustvarjajo prihodkov, veliko ustvarjajo prihodkov, te prihodki, ki jih ustvarjajo, jih pripelje do tega, do nadaljnjih investicij, izjemno veliko časa, energije vlagajo v lasten napredek svojega podjetja in ko pogledamo družino, opazimo na eni strani, da je kapital izjemno narastel, na drugi strani pa opažamo, kako recimo ti odnosi v družini so padli. Se pravi, vaga je prevesila popolnoma na eno stran. Tako kot je rastel kapital, tako so začeli popuščati odnosi. Vse manj so se videvali med sabo, vse manj je bilo pogovorov med sabo, vse več se je delalo na napredni tehnologiji, vse več se je kazalo navzven, kaj je tistega, kar moramo ljudem pokazati, recimo, da imamo, in vse manj se je delalo v svoji notranjosti. In takšni ljudje to prenašajo, se pravi, na svoje otroke in otroci seveda postanejo pač takšni, kot so. Otroci, ko vidijo, da se nekdo za njih dovolj ne zanima, po določenem času prevzamejo svojo pot, svoje mišljenje, svojo energijo in tako naprej. Jaz to lahko tudi povem iz osebnih izkušenj. Jaz sem živel v takem okolju, ki nisem imel nikogar, ker pač nisem imel staršev, živel sem več ali manj, bomo rekli, na ulici in imel sem stare starše, ki so mi lahko pomagali, kolikor so lahko.
ampak jaz sem potreboval nekaj več, ne? Jaz sem potreboval mogoče še nekaj dodatnega za to, da bi lahko lažje šel v šolo, se lažje naučil, da sem imel podporo v drugih zadevah, ampak tega pač ni bilo. In ko sem videl, da tega nisem moral že kot otrok vzeti vajeti v svoje roke in reči, aha, se pravi, zdaj ni, zdaj pa moram nekaj narediti, ne? In seveda, ko se je to začelo, sem moral začeti sebe razvijati na nek način, nikoli pa nisem vedel, ali je pravi ali ni. Vendar sem imel svoje mentorje. Mentorji so bili lahko učitelji. Mentorji so bili osebe, recimo, ki so bile v mojem okolju, starejši ljudje, recimo, ki so dejansko mi dajali napotke, prave nasvete in me usmerjali za to, da ne bi zapadel v gnojnico, po domače povedano, ne? Kar se je tudi že zgodilo in se je bilo potrebno iz tega izvleči ven. Ampak želim povedati, da enostavno sem moral dojeti, da v določeni skupnosti, v kateri se živi in dela, se je potrebno za njo boriti. Ne? Jaz sem vstajal recimo kot otrok ob 4 zjutraj, da sem šel uloviti kakšno ribo, zato da sem jo prinesel, recimo glede na to, da živim tukaj na obali, zato da sem prinesel recimo domov, da smo imeli vsi, ki smo bili v družini, tudi kaj za pojesti, ne? Tako je pač bilo, ampak smo vsi strmeli k temu, kako bomo temu pomagali in veliko smo se pogovarjali, veliko smo peli, veliko smo vsega počeli, ampak interes tega je bil enoten, da skupno pristopamo do nečesa, da bomo nekaj ustvarili. In tako je tudi v podjetništvu. Če to razumemo, da s tem skupnim pristopom lahko ustvarimo veliko več, je tudi za nas vse skupaj to veliko, veliko lažje, ne? Dejstvo je, da tisti, ki v določeni skupnosti pač nočejo, ne želijo delovati, se preprosto odločijo za to, da ne naredijo ničesar in rečejo, ne, meni to ni všeč in ono, bomo vse to pustili, dej, to je brez veze, zgubljamo čas in energijo, gremo mi delati svoje delo, ker bomo veliko več naredili. Kaj pomeni delati v skupnosti? V skupnosti delovati pomeni ustvarjati v obliki recipročnosti. Torej, moramo najprej dati zadobiti, če želimo v določeni skupnosti biti produktivni. In če tega nimamo v sebi, če tega ne znamo, se to odraža tudi v našem zunanjem svetu in tudi ljudje nas tako nekako sprejemajo, kajti sporočila, ki jim pošiljamo, so točno taka, kot sem omenil. In ljudje nimajo razlogov, da bi potem v nas nekaj verjeli, ne? Delovati je torej potrebno v določeni harmoniji, ker v primeru, da se ne deluje v določeni harmoniji, prevlada moč nekoga, neke osebe. Ne bom se spuščal v neke določene podrobnosti, kajti mislim, da je dovolj, da odprete televizijo in boste videli, kaj se pravzaprav dogaja, že po dobrih 10 minutah, ne? Torej, osebe, ki vidijo črno prihodnost, preprosto rečeno živijo v nekem strahu. One se počutijo slabo. Dragi moji, tisti, ki se počuti slabo, ne more ustvarjati naprednih korakov. Jaz upam, da je to povsem razumljivo, ne? Takšne osebe, ki rade se počutijo slabo, nelagodno, ki jih je strah, ne, pogosto strmijo za tem, da bi najprej sebe zaščitile pred tisto resnico in realnostjo, ki jo imajo pred sabo, ne. Zato, kaj delajo? Vsako zadevo, ki jo slišijo, jo negirajo. Enostavno, karkoli nekdo reče, ne, to ni dobro, to ni dobro, to mi ni všeč, oni ne delajo prav, oni ne delajo tega prav, to vse skupaj ni nič vredno in tako naprej in tako naprej. Torej, zavedajo se, da morajo najprej očistiti teren, na katerem delajo, če bi ga seveda želeli prevladati, ne. Enkrat, ko očistijo ta teren, ko z negiranjem vsem dajo vedeti, da to ni tako, ne, so si pripravili prostor, na katerem lahko delujejo. Če pa nekdo porine iz tega prostora glavo navzven
kot je dejal en dober strokovnjak, psiholog, ne, obstaja velika verjetnost, da ga bodo skrajšali za to glavo in zato tudi večina potem ne stremi za tistim, ki je dal glavo ven, ampak stremi za tistim, ki jih ustrahuje. V kozmetiki je to zaslediti, pa vam bom še v prihodnosti povedal, kako da boste videli in kdaj, v kakšnih primerih. Ne? Tudi sam sem to občutil na svoji koži, zato lahko to potrjujem, da je dejansko temu tako. Ne? Torej, da bi se mi takšnih ljudi rešili, kaj bi morali najprej narediti? Ne? Najprej je potrebno povedati, da ljudje, ki so, bi rekel, obnašajo arogantno, ki so, če lahko tako rečem, polni sami sebe, ki so pravi egoisti, ne, je potrebno povedati to, da niso vse mogočni in nobena stvar ne more trajati in tudi to ne more. Ne. Torej vse je pri takih ljudeh omejeno. Torej, če ste sami radodarni in želite v določeni skupnosti dati veliko, torej, da bi sami želeli v določeni skupini res veliko prispevati, če se boste pri tem izpostavili, se lahko včasih zgodi, da vas bo nekdo negiral oziroma, po domače povedano, skenil. Zakaj? Zato, ker se počutijo ogrožene, ker imajo občutek, da boste vi nekaj prevzeli, naredili, kar ta oseba ne želi, ker želi imeti pač neko svojo, bi rekel, energijo vlagati v določeno okolje na svojstven način in po svojstvenih pravilih. Torej, egoizem je zelo slaba oblika pristopa in jaz takšnim ljudem pravim izkoriščevalci. Zato bi dal poudarek predvsem na en lep stavek, ki sem si ga prav označil, bomo rekli, s pravim klicajem. Vedite, da pomoč drugim je vedno močnejša od lastne moči. Takrat, ko se bomo vsi zavedali, da moramo ljudem nekaj dati, za od njih dobiti, potem bomo šele videli, koliko imamo v sebi stvari, za katere sploh nismo vedeli, da imamo in jih lahko veliko bolje izkoristimo. Dejansko, če vidite v določeni skupnosti, da se ljudje tako obnašajo, torej kot sem predhodno omenil, v veliko primerih se tukaj skriva neke vrste strah v ozadju. In tisti ljudje, ki imajo strah, oni ne bodo sebe nikoli izpostavili, ker se pač bojijo, da bi nekdo, ki je nad njimi, s to kapo na glavi, da bi jih seveda skenil, kot sem prej rekel. Kaj narediti v takšnem primeru? Preprosto morate si najti osebe, kot sem predhodno že dejal, katere boste verjeli, osebe, ki vam bodo pomagale. Poglejte, kako je tudi, če ponovno izpostavim recimo otroke. Ko otroci vidijo, da jim starši pomagajo, da se trudijo za njih, oni postanejo bistveno bolj samozavestni in enostavno dobijo več energije. Če pa nekdo za njega ne pokaže interesa, če vidi, da mu stalno govori, dej, nimam časa, dej, pusti me na miru, vidiš, da imam delo, vidiš, da delam to, potem seveda ta otrok je primoran se umakniti in ker je primoran se umakniti, začne po svoje razmišljati, po svoje ustvarjati. Ampak v njemu se pojavlja strah. Zakaj? Iz preprostega razloga, ker ne ve, kako in kaj bo, ker vidi, da nima opore v določenem okolju. Podobno se dogaja lahko pri vaših zaposlenih, podobno se dogaja v določenih skupnostih, podobno se dogaja praktično povsod. Poglejte, kolikokrat ljudje vzamejo, da ne rečem prav podjaram nekoga, si prilastijo celo določeno osebo. Poznamo primere, ko si moški prilastijo žene, tudi žene moške, da ne. In pogledajte, kako je zanimivo, recimo pri živalih, vidite? Probajte se prilastiti psa ali mačko, pa boste videli, če bo lahko. Če njemu ne bo nekaj pasalo, vas bo ugriznilo ali pa vas bo upraskala, mačka, recimo. Če ne paše, ne paše, ona to da jasno vedeti. Ljudje smo pa taki, da če se ne pustimo nekomu podjarmi, če lahko to tako rečem, potem smo zreli za psihologa. Mi moramo iti psihologu zato, da nam
potrdi določene stvari, da nam pomaga pri tem, da se lahko iz določenega okolja potegnemo seveda ven. Ne. Ampak da se to ne bi dogajalo, moramo, kot sem dejal, predvsem sami razumeti, kje smo, kje se nahajamo, v kakšni družbi smo, s kom živimo v določenem okolju, kaj nam to okolje nenehno sporoča, kaj je tisto, kar bi morali spremeniti, dodati, odvzeti v določenem okolju. Ne? Prav je, da delamo, ustvarjamo tudi prihodke, da si s tem nekaj privoščimo. Vse to je pravilno in človeško, vendar moramo vedeti, da pravi posloven način, ne, pravi uspešen, to sem želel, pravo pri uspešnem poslovanju je veliko torej pomembnejši odnos in ne vladanje. Torej, tisto, kar imamo, kar ustvarimo, dajmo ceniti, dajmo spoštovati, dajmo pravilno vlagati, dajmo pogledati, kje bi lahko tudi drugim s tem nekako pomagali, zato da bi tudi oni lahko potem ustvarili, da bi tudi oni videli drugačno prihodnost. Sam se veliko ukvarjam z mladimi in vam moram povedati, da to, kar sem vam danes govoril, sem šel prav raziskovati, ne, zakaj prihaja do določenih stvari, zakaj prihaja do podobnih situacij, kajti veliko videvam, da mladi bi se tudi želeli vključiti v določena združenja, ampak pri pogovoru z njimi sem zasledil, da ne razumejo točnega koncepta, zakaj je to koristno, zakaj je to pomembno. Ne? In to je tisto, kar moramo znati, podobno kot pri naših strankah v kozmetičnem salonu. Moramo znati predstaviti, mi moramo naše stranke, če želimo, da bodo naše stalne stranke, jih moramo znati vzgajati, jih moramo znati, bomo rekli, ozaveščati in tako naprej. Podobno je tudi v ostalih zadevah. In če sedaj se ponovno vrnem na mlajšo generacijo kozmetičark, tudi one potrebujejo, da jih nekdo svetuje, da jih ozavešča. Tiste, ki že delajo vrsto let, ki so že v svojem poklicu nekaj naredile, so pa možnosti drugačne. Zakaj? Zato, ker ene vidijo v tem napredek, pomembnost, zakaj je dobro določene stvari združevati, druge pač ne vidijo, ne? Ali pa vidijo malo manj, ampak tako pač je. Ne? Ni vsak za vse, mogoče nekdo se v nekem določenem okolju ne počuti, nekdo ne vidi neke koristi, energije, kakorkoli ta prave, ki bi ga k temu spodbujala, ni motiviran za to, ne vidi nekih konkretnih rešitev in se temu seveda izogne. Naloga torej nas vseh je, da če želimo dobro delati, moramo znati ustvarjati skupnost, tako kot moramo ustvarjati družino, tako kot moramo vzdrževati družino, tako kot moramo vzdrževati svoje zaposlene, ljudi, okoli nas, prijatelje, če želite, sorodnike, karkoli, tako moramo tudi zato, da bi naše delo potekalo v bodoče, prihodnje, dobro, učinkovito, moramo zato tudi nekaj vložiti. In vključevanje v skupnosti je res izjemnega pomena. Jaz moram reči, da sem zahvalen vsem, ki so me povabili dejansko v podjetniške kroge, ker sem videl, da imamo v različnih podjetniških krogih tudi različne podjetnike, takšne in drugačne. Vendar cilj vseh je pa eden, ne? Biti čim bolj ustvarjalni, če ne se v takšen krog ne bi vključili. Biti čim bolj ustvarjalni, biti čim bolj, bomo rekli, čim bolj zadovoljni v določenem okolju predvsem. Ne? In to je tisto, kar nam bo dalo dodatno energijo za ustvarjanje v prihodnje. Tako da jaz vam želim, če bo šel kdo izmed vas sedaj v teh dneh na dopust, jaz bom šel malček se odpočiti. Moram reči, da je bilo zelo pestro vsem tem času, kot sami ste videli, smo imeli kar 2 meseca kontinuirana predavanja, priprave, veliko dela, moram priznati, da je bilo veliko dela, ampak dela narejenega iz srca, to je pomembno. Ne? Naredili smo to, zato ker smo čutili to dolžnost in tako je tudi prav. In jaz vam želim, da če imate namen delati v prihodnje dobro, dajte se vključevati v združenja, dajte energijo, dajte prinesti, bom rekel, nekaj dobrega noter in izogibajte se ljudi,
predvsem egocentričnih, da vas ne zavajajo, da vas ne vodijo v take situacije, v katere ni potrebno se spuščati. Kaj ti škodijo lahko vsem nam, škodijo tudi vsakemu izmed nas pri svojem delu, pri naših strankah predvsem in tako naprej. Imejte se lepo, uživajte, če imate seveda kakršnokoli vprašanje, vedno na voljo. Zelo sem vesel, da veliko vas piše, veliko vas je tudi taki, s katerimi imamo tudi stike preko interneta, iz različnih držav tudi. To je tisto, kar daje neko spodbudo tudi v tej naši skupini By Eugen Getz. Kar je pa kluba, je pa zgodba drugačna, klub uspešnih kozmetičark, tam pa se stvari odvijajo nekoliko drugače, zaradi tega, ker so tudi informacije veliko bolj, bom rekel, strokovno osredotočene na posamezne tematike. Imejte se lepo, uživajte in seveda se vidimo tudi v prihodnje. Lep pozdrav vsem.